naš zakon pravzaprav prenaša bistvene spremembe v vodenje in upravljanje RTV Slovenija. Obstoječi zakon iz leta 2005 daje večinsko moč strankarski politiki, ki tudi imenuje programske svetnike. Nov zakon pa bo spreminja vodenje in upravljanje na način, da uvaja 4-člansko upravo, v kateri bo tudi delavski direktor, da uvaja svet RTV, enotni organ, v katerem bo 17 članov, od tega 6 zaposlenih in 17 članov, ki bojo imenovali strani civilne družbe. Ta civilna družba je neodvisna, gre za predstavnike italijanske, madžarske skupnosti, za predstavnike verskih skupnosti, Olimpijski komitej Slovenije, Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, informacijskega pooblaščenstva, potem varuha človekovih pravic in druge. Hkrati bodo te osebe imenovane ne po delegatskem sistemu, ampak preko javnih pozivov, kjer jih bodo civilne družbe na to izbrala. Kar je še zelo pomembno je, da obstoječi zakon je zastarel. Govorimo o zakonu, ki je star skoraj 20 let in v tem času so se naredili tektonski premiki na področju medijev, tehnologij, družbenega komuniciranja. In zaradi tega nov zakon uvaja poleg direktorja televizije in radija tudi direktorja za digitalne vsebine. Spreminja se način, kako se bodo imenovali uredniki, uvaja se finančni odbor, revizijsko računsko sodišče bo imelo pristojnost nad poslovanjem RTV Slovenija. Vse to so izboljšave, ki bodo konkretno modernizirale javni RTV zavod. Gre za zavod, ki je naš najpomembnejši medijska in kulturna hiša, gre za javno in neodvisno televizijo Slovenija in, kar je zelo pomembno, ta neodvisnost mora biti neodvisnost od vsakršne strankarske politike. In po obstoječem zakonu smo mnenja, da seveda do tega ni bilo mogoče priti. To so nekako te bistvene značilnosti, vsebina tega zakona. Kar pa je še pomembno in želim jasno poudariti na tem mestu je, da zakon na nobeni točki se ne dotika in ne zvišuje RTV prispevka.